Z Domžalami me povezujejo kar dolgoletni pa lepi spomini. Igral sem v mlajših kategorijah v Domžalah, na koncu sem tudi zaključil že pri članih, ki je bila v drugi ligi, ki je tekmovala v drugi ligi. Po končani nogometni karieri sem prevzel vodenje mlajših selekcij, tako da sem se takoj vklopil v trenersko delo. Redno sem se izobraževal, tako da sem se tudi vzpenjal po teh lestvicah naših trenerskih, tako da sem prevzel tudi kadete, starejše dečke, pomagal sem mladincem, vodil sem tudi člansko ekipo. Imeli smo drugo ekipo, ki je tekmovala v IHAN-u. To je bil en velik preskok. Ja, tako da smo tekmovali v najnižjem razredu v 5. ligi MNZ, potem smo preskočili v 4. MNZ ligo, tako da smo na koncu tudi to osvojili in pristali v 3. slovenski nogometni ligi, potem pa sem se nazaj vrnil v mlajše kategorije. Moja najlepši spomini so bili, ko sem vodil selekcijo letnih 1996. Ta generacija je bila od 12. leta državni prvak do U19 državni prvak. To se pravi, da je bilo res neko načrtovano delo in je ostala še dan danes generacija, kateri fantje še zmeraj igrajo na visokem nivoju. Lepi spomini so bili tudi takrat, ko smo odigrali prvo Domžale Open tekmovanje, v katerem smo edini in prvič osvojili ta turnir. Ta spomin mi je ostal v najboljšem spominu in takrat je bil najboljši strelec, če se spomnim dobro, Alen Ožbolt. Jon, sin moj, je bil pač proglašen za najboljšega igralca turnirja. Svojega sina je zelo težko trenirati, kajti prihajajo razni občutki, vendar je bil pri tem Jon kar uspešen, čeprav je bila skupina izredno dobra in selekcionirana in mislim, da je na pravi poti in da je še v pravo pot. To dokazuje tudi nastopanje v Premier ligi in sedaj v Premiershipu. Trenutno treniram otroke letnih 2005, s katerimi smo lansko leto osvojili naslov v medobčinski nogometni zvezi, druga liga starejši dečki. Sedaj pa nastopamo v prvi ligi na državnem nivoju in nam tudi kar dobro kaže. Otroci so pridni, delavni in je tudi v tej ekipi nekaj zelo nadarjenih fantov. Vsi fantje, ki se dan danes ukvarjajo z nogometom, bi jim priporočil, naj bodo vztrajni, naj verjamejo v sebe. Če boš v svoje telo maksimalno vlagal, da se boš potrudil po najboljših močeh, mislim, da tudi uspeh na koncu ne bo izostal. Edina stvar, ki me moti pri teh mladih fantih, da preveč poslušajo, to se pravi menedžerje, ki jih prevzamejo že pri 12-13 letih in jim obljubljajo ne vem kakšne vse stvari. Ja, v moji nogometni trenerski vlogi me vežejo lepi spomini, kajti spoznal sem določene ljudi, ki so bili že takrat na top nivoju, tako v igralskem, kot so potem tudi presedlali v trenerske vode. Naj omenim samo, na Domžale Open je takrat prišel gospod Igor Tudor, ki je, dobro ga poznate, ime, ki je igrala v Juventusu in pa potem še po drugih zelo znanih svetovnih klubih. Potem je tukaj tudi Marko Rose, z njim sem se tudi spoznal. Bil je trener Red Bull Salzburga, s katerimi smo se tudi potem dobesedno nekako navezali z njimi in tudi vzdrževali redne stike. Tudi mi smo bili, ko se ogledali njihovo akademijo. Nenazadnje bi pa lahko omenil tudi trenerja od Jona, to je David Wagner, kajti on ga je povabil v Borussijo Dortmund. Z njimi sem imel tudi lep odnos, tako da ga zdaj spremljam. Vodil je tudi Jona v Huddersfield Townu v Premier ligi, potem pa sedaj vodi pa nogometni klub v bistvu FC Schalke v Bundesligi.
opravljam, po mojem mnenju, najboljši poklic, kar si ga jaz želim. Da se ukvarjam z mladimi ljudmi, da sem v domačem okolju, kar mi zelo pomeni, da sem obkrožen z ljudmi, ki jih že nekaj časa poznam. To mi daje navdih, mi daje veselje, tako da vsak dan redno rad prihajam v svoj klub, tako da ne bi nikoli zamenjal to delo.